Legendarni Tomosov motorni skuter Mosko, na katerem sedim, je bil izdelan leta 1961. V tistem času je imela Slovenija že 15 let svojo republiko, ki jo je izborilo partizansko gibanje med drugo svetovno vojno. Svojo skupščino, parlament, vlado, vzpenjajoče se nacionalno gospodarstvo. Jugoslavija ji je dajala varen ščit in možnost za razvoj. Kljub federativnemu statusu in pravici do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve, vse od prve jugoslovanske ustave, pa se je prav v tem zgodnem obdobju 60-ih let začela politično in ustavno trdo boriti proti centralizaciji in za uresničitev zapisanih pravic. Desetletje in pol kasneje ji je to uspelo s tako imenovano Kardeljevo ustavo iz leta 1974. Po ustavi so republike tudi v praksi dobile samostojnost, varovalni mehanizmi Jugoslavije pa so bili Josip Broz Tito, Enotna zveza komunistov in Jugoslovanska ljudska armada. Ta ustava je bila podlaga za kasnejšo osamosvojitev. Vera v jugoslovanstvo in Jugoslovansko federacijo je začela upadati v kriznih 80-ih letih. Jugoslavija se ni bila zmožna gospodarsko in politično reformirati ter se pridružiti evropskim integracijam. Strah pred stoletnimi sovražniki Nemci in Italijani je izginjal. Slovence pa je začel ogrožati Miloševićev srbski nacionalizem. Gospodarstvo in tehnologija sta zaostajala, standard padal. Zato se je v Sloveniji krepila nacionalna homogenizacija, ki je skozi demokratizacijo družbe pripeljala do odločitve za odhod iz Jugoslavije in rojstvo samostojne države. Več pa v posebni številki Mladine o 80-ih letih.